Profesor Križan, med slovenskimi znanstveniki ste uveljavljeno ime. Pozna vas tudi širša javnost, saj na nek način odstopate od stereotipa znanstvenika, fizika, ki je zavezan zgolj svojemu področju in redko ali nikoli ne daje sodb, mnenj o temah, ki zadevajo širši prostor delovanja. Zelo ste aktivni na družbenih omrežjih in opozarjate na teme, o katerih je vredno razmišljati. Vaš habitus znanstvenika, ki tako rekoč odkriva modrosti narave, ki jih je leta dobro skrila, napotuje k razmišljanju o vlogi in pomenu znanstvenika danes. Kaj bi vi rekli o tem? No, jaz se v glavnem oglašam na teme, o katerih nekaj vem. Mislim, da je to pomemben nauk, ki sem se ga naučil v svojih raziskavah. Ene sorte ponižnost. Torej, ko raziskuješ zakonitosti narave, moraš pozabiti na to, kaj si ti želiš, da bi bil rezultat poskusa. Rezultat poskusa moraš sprejeti takšen, kot je. Narava je pač takšna, kot je. In takšno jo moraš potem tudi sprejeti. In to mi malo pomaga, da sem tudi ponižen, kadar je treba se oglašati. Oglašam se pač o stvarih, o katerih nekaj vem. No, najno današnje srečanje pa bova zaobjela predvsem s predstavitvijo oziroma razlago vašega dela, s katerim ste bili uspešni kot dobitnik ELC projekta. Gre za najbolj prestižne in najbolj zaželjene projekte, kjer komisije med neštetimi prijavami izberejo res tiste najboljše in najbolj obetavne. In vam je seveda uspelo, saj ste med, mislim, da 1900 prijavami prišli med 185 izbrancev. No in kot ste zapisali v prijavi, ima vaš projekt naslov FAIME, to je akronim, kjer boste iskali nove pojave v fiziki osnovnih delcev oziroma gre za novo fiziko, kot pravite. Lahko nadrobneje pojasnite temo raziskave in seveda, zakaj gre tu za novo fiziko? Ja, z veseljem. Torej, moje raziskave so v fiziki osnovnih delcev. Proučeval bom zelo natančno, torej, proučeval bom zelo redke procese in jih poskusil zelo natančno izmeriti. Ozadje teh raziskav sta dve veliki vprašanji današnjega vesolja. Prvo vprašanje je povezano z gibanjem zvezd v galaksijah in galaksijah v jatrah galaksij. To gibanje se ne da drugače razumeti, kot da je v vesolju poleg snovi, iz katerih so narejene zvezde, tudi še snov, ki je ne poznamo, katere narave ne poznamo, to je tako imenovana temna snov. Drugo vprašanje, ki je povezano z vesoljem, pa je, da je v vesolju danes praktično nič antisnovi, torej zgodnje vesolje je bila tako snov, kot tudi njen partner antisnov in obeh je bilo enako. Danes pa antisnovi praktično ni. In obe veliki vprašanji sta povezani z fiziko osnovnih delcev. Prvo vprašanje je, kaj so zdaj tisti delci temne snovi, in drugo, kako se delci razlikujejo od antidelcev, da je prišlo do take velike razlike v številu delcev in antidelcev v današnjem vesolju. In temu bo namenjen tam moj projekt. Odgovor na obe vprašanji bi lahko bistveno spremenil pogled, ki ga imamo v fiziki na to, kako je narava narejena, in zato tej novi fizikalni teoriji, ki bi nadomestila, ki bi nadgradila trenutno izredno uspešno fizikalno teorijo, tako imenovan standardni model, tej novi teoriji rečemo nova fizika. No, a lahko rečemo, da pri tem vašem raziskovanju za revolucijo v novi fiziki osnovnih delcev gre za povsem drugo razumevanje narave? Ne gre za drugo razumevanje, se pravi, ali pa revolucijo recimo v tem razumevanju? Nedvomno bo šlo za revolucijo. Torej, če bomo odkrili pojave nove fizike, potem bo to lahko prineslo podobno
podoben preskok v razumevanju narave, kot se je zgodil v prvi polovici začetku 20. stoletja, ko so odkrili kvantno mehaniko. Kvantna mehanika je bila najprej revolucija v fiziki, nato pa revolucija v kemiji, revolucija v biologiji in na koncu tudi s tranzistorji revolucija v tehniki. Nova fizika, ki bi jo pri teh raziskavah, naših raziskavah in raziskavah, ki jih druge skupine izvajajo drugje po svetu, odkrili, bi lahko prinesla podoben velik korak naprej. No, kot rečeno, se ukvarjate z osnovnimi delci v eksperimentu Bele 2. Raziskave pa potekajo na Japonskem. Eksperimente z osnovnimi delci delajo tudi oziroma na hadronskem trkalniku v Švici. Gre za komplementarne raziskave ali so popolnoma različne? In seveda vsak išče svojega svetega grala. Ja, to gre za v bistvu komplementarne raziskave, pa tudi za nekoliko tudi za konkurenco med enim in drugimi raziskavami. Način, kako iščejo novo fiziko na velikem hadronskem trkalniku, je ta, da pospešijo protone do največjih energij, ki so možne na Zemlji, trkajo protone v protone in pri tem v reakcijskih produktih iščejo nove delce, torej take delce, ki jih ne poznamo. To je način, ki ga uporabljajo za iskanje nove fizike v velikem hadronskem trkalniku. Mi pa po drugi strani iščemo pojave nove fizike z zelo natančnimi meritvami pri nižjih energijah, kjer trkamo elektrone in pozitrone. Torej gre v enem smislu za komplementarne raziskave, v drugem nekatere raziskave so enake na obeh koncih in nekatere raziskave so take, da bo pač fino, če boš prvi, ki boš to zmeril. Zato smo tudi pač malo konkurenca, tako kot se pač za znanost spodobi. Točno, ja. Znanstveniki si morate biti konkurenčni, da naredite nek preboj naprej. Kako ste se pa znašli na Japonskem in kako ste se prilagodili, recimo, pogojno rečeno, kulturi raziskovanja drugačni, če sploh obstajajo kakšne razlike v kulturi, v znanosti, Znanost je danes globalna, saj tako velja. Ja, no, torej znanost je itak globalna, torej pač fizikalni pojav v Ljubljani je enak fizikalnemu pojavu v Pekingu ali pa v New Yorku, Ampak, torej način, kako, seveda pa je danes, ko si nobena država sama ne more privoščiti, da bi posebno zahtevne raziskave sama izvajala, je znanost tudi na ta način globalna, da pač sestavimo raziskovalne skupine z raziskovalci iz celega sveta. Tako da v tem smislu so pač te raziskave na Japonskem nekaj podobnega. Tam se pač dobimo fiziki praktično iz celega sveta in skupaj opravimo raziskave. Torej z japonskimi kolegi smo se pravzaprav zelo dobro ujeli. Japonci imajo v bistvu podoben pristop k delu v raziskovalnih skupinah kot Slovenci. V bistvu razumejo, da je vsak član raziskovalne skupine pomemben, da je treba vsak naslednji korak prediskutirati, tako da ne izgubimo kakega pomembnega mnenja enega izmed sodelavcev in na koncu se je treba pač se s konsenzom odločiti za naslednji korak. Se pravi, v bistvu gre za zelo podobno filozofijo, kako učinkovito delati v raziskovalnem timu. No, ko pojasnjujete novo fiziko, ki naj bi res pomenila nekako bistven preboj,
Je to prepričalo komisijo ERC, da je odobrila vaš projekt? Dobili ste, mislim, da 2,5 milijona, ne, za 5 let. Ja, torej, jaz mislim, da je komisijo prepričala kombinacija ideje, kaj meriti, ne, torej kako pristopiti k iskanju nove fizike in ideje, katere metode pri tem uporabiti. Zdaj, novo fiziko pač iščejo več raziskovalnih skupin, ne, tako da v tem smislu pač mogoče nismo tak nekaj prav posebno edinstvenega. Tisto, kar nas je verjetno odlikovalo v tem primeru, so nove metode. Torej, v naši raziskovalni skupini smo v zadnjih 10 letih razvili nekaj novih metod za iskanje nove fizike, ki so edinstvene in ki bojo lahko pač bistveno prispevale k uspehu pri tem projektu. No, gre tu seveda za temeljno, bazično raziskovanje, pa me zanima vseeno, se nakazuje pri tem tudi misel glede recimo aplikativnosti, ne? Saj konec koncev velja, da so najbolj aplikativne prav bazične raziskave, ne? Če v vašem primeru obstaja tudi misel na aplikativnost, kje bi se pa lahko izkazala? Ja, torej, pri tem sta v bistvu dva aspekta, ne. Tisto, kar je danes bazično, bo lahko jutri aplikativno, ne. To je pač ena stara anekdota iz sredine 19. stoletja, britanski fizik Faraday, ki je odkril elektromagnetno indukcijo, brez katerih današnjih mobilnih telefonov ali pa televizorjev na računalniku sploh ne bi bilo. Je pač takrat, ko je odkril ta pojav, je bil to pač skrajno bazična raziskava. In ko ga je britanski finančni minister vprašal, zakaj so njegove raziskave koristne, mu je odgovoril: ne vem, zakaj so koristne, ampak nekaj sem pa prepričan, eden od vaših naslednikov bo od tega pobiral davke. Torej, ne, še enkrat, torej, to, kar je danes bazično, bo lahko jutri imelo eno praktično uporabo. V resnici se pogosto zgodi, da pride do uporabe že bistveno prej, zato ker ko izvajaš raziskavo, moraš razviti različne metode, ki imajo potem lahko eksperimentalne metode, ki imajo lahko potem direktno praktično uporabo. Tako, na primer, samo spomnim, da je pač svetovni splet, ne, internet je rezultat, je nastal v CERN-u. Mislili so si ga fiziki osnovnih delcev, ki so potrebovali način, kako komunicirati in pretakati podatke z enega konca sveta na drug konec sveta. In podobnih primerov je še precej. Zdaj, v našem primeru smo za detektorje, ki jih potrebujemo v poskusih fizike delcev, smo razvili senzorje za svetlobo, zelo hitre senzorje za svetlobo, ki bi lahko bistveno prispevali k izboljšanju slikanja, medicinskega slikanja s tako imenovano pozitronsko tomografijo. No in tej zelo, kako bi rekel, perspektivni ideji je posvečen tudi del naših raziskav. Na primer, dva doktoranta naša sta se pravzaprav popolnoma posvetila razvoju te nove metode za detekcijo žarkov gama pri pozitronski tomografiji. K čemu pa vas zavezuje izvajanje projekta? A komisija pri odobritvi sredstev postavlja kakšne pogoje? Komisija je zelo stroga pri izbiri, zelo natančna pri izbiri projekta, torej projekt mora biti znanstveno odličen in izvedljiv. Pri izvedbi je dosti bolj širokogrudna, torej izvedba pač pričakuje, da bo projekt izveden tako, kot je bilo, tako kot smo pač, kot je v predlogu zapisano. Tako da pri izvedbi predloga je precej svobode, predvsem je važna znanstvena odličnost.
Slovenci so zadnja leta precej uspešni pri pridobivanju projektov ERC. Imate vi pri tem kakšen komentar? Ja, slovenska znanost je v bistvu zelo močno vpeta v svetovno znanost, kar je predpogoj za uspešno znanost. Vsak mlad znanstvenik mora kmalu po začetku kariere, se pravi tipično po doktoratu, prebiti nekaj časa, vsaj leto ali dve, na eni od raziskovalnih inštitucij v tujini, kar mu prinese nove izkušnje, nove ideje in nove zveze z znanstveniki po svetu. Te zveze ga bojo spremljale potem lahko še celotno kariero. Se pravi, ta vpetost v svetovne znanstvene tokove, to je po eni strani, po drugi strani tudi način, kako se v Sloveniji znanost financira, torej preko raziskovalnih projektov in programov. Raziskovalni projekt, temelj raziskovalnega projekta je znanstvena odličnost predlagatelja in znanstvena odličnost in aktualnost predlagane raziskave. Tudi to je drugi element, ki pač slovensko znanost dela konkurenčno, in tako je bilo samo vprašanje časa, kdaj bomo pač tudi Slovenci postali uspešni pri kandidiranju za te evropske projekte v okviru sheme ERC. No, ko sva v začetku govorila o vašem habitusu, ki odstopa od pogosto ustaljene predstave o introvertiranih, nekomunikativnih znanstvenikih, ki se ne zanimajo za vsakdanje življenje, me kljub vsemu zanima, a se vi lažje soočate recimo tako z družbenimi problemi, ki se ob raziskavi imate možnost, da se umaknete v svet elektronov, pozitronov, mionov, leptonov. Vam logika, ki ste jo kot fizik osvojili pri proučevanju zakonitosti narave, pomaga, da drugače razumete in analizirate probleme? Gotovo, mislim pač, ker si navajen k stvarem pristopiti na znanstven način, se pravi pogledati, kaj je na problemu in kako ga reševati, tudi razmerja okoli sebe v vsakdanjem življenju, pač lažje razumeš in znaš bolj razumsko pogledati. Profesor Križan, ko govoriva o drugačnem načinu razmisleka in drugačnem tipu razlage problemov, nahajamo tudi vprašanje interpretiranja znanosti v javnosti. O tem se sicer veliko govori in se tudi išče načine, kakšen bi bil najboljši način, da bi lahko tudi bolj zapletene znanstvene probleme razumelo čim več ljudi. Čeprav je pa treba povedati, da se velja tudi reklo, da ne obstaja kraljevska pot do filozofije. Včasih pa se le zdi, da bi bilo koristno, ko bi se večji družbeni problemi osvetlili z zornih kotov večjih znanstvenih spoznanj. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, torej, kot ste lepo povedali, do razumevanja narave pač zares bližnjic ni. Ampak še zmeraj ostaja dejstvo, da raziskave, ki jih izvajamo danes, bojo lahko bistveno vplivali na to, kako bo izgledalo življenje jutri. In zato mislim, da je naloga vsakega znanstvenika, da o tem, kaj je odkril, pove širši javnosti. To je en aspekt. Drugi aspekt pa mislim, da je ta, da poskuša približati splošni javnosti način znanstvenega razmišljanja. Torej, razmišljanja, pri katerem vsako predpostavko, vsako dejstvo, ki ga uporabiš pri nadaljnji raziskavi, temeljito preveriš. In potem iz tega sklepaš naprej. Torej preverjanje dejstev in sklepanje na podlagi dejstev. Tak način razmišljanja mislim, da je tudi
nekaj, kar znanstveniki pač lahko in bi morali komunicirati naprej. Kako pa se lahko z znanstvenimi orodji danes borimo proti lažnim vestem, proti psevdoznanosti, ne? Družbena omrežja so polna takih primerov. Ja, v bistvu sem skoraj že delno se pokriva s tem, kar sem pri prejšnjem odgovoru povedal. Torej, v bistvu tisto, kar je, torej, prvič se znanstveniki morajo oglašati zaradi tega, ker če se oni ne oglašajo, potem se oglašajo tisti, ki mislijo, da o tem vse vejo, pa ne vejo nič ali pa malo. Po drugi strani pa z komunikacijo načina, kako je v znanosti treba razmišljati, torej da preveriš dejstva, ne, to je tudi pomemben signal in to tudi pomaga pri tem, da se ne pustimo povoziti poplavi lažnih dejstev, ki jih pač srečamo na spletu. A je za znanstvenika danes pomembno, da je prepoznaven, da je tako rekoč, kot pravimo, v mainstreamu? Je potem tudi lažje dobiti kakšen projekt? Torej, s tem je tako. Vsak čas prinese nova spoznanja in nova vprašanja v znanosti. In seveda so posebno aktualna ta nova vprašanja, ne vprašanja, ki so že dolgo časa na mizi, ampak tisto, kar se je danes pojavilo, ne, ali pa včeraj. Gotovo se večina znanstvenikov pač poskuša na ta sveža, nova vprašanja odzvati. V tem smislu je znanost, pač se znanstvena vprašanja spreminjajo. Nekaj smo že odkrili, nekaj novega neko novo vprašanje se je odprlo in od tu gremo dalje. In v tem smislu imamo podobno težavo, podobna vprašanja in zato pač je to, kar se raziskuje, seveda funkcija časa, ne. Poglejte, čas, ki ga živimo, je krut tudi v znanosti. Zahteven, konkurenca med vami znanstveniki je velika, kar ste že rekli, ne. Težnja po novih prebojih pa je tako rekoč neizprosna. Vendar veliki preboji se navadno zgodijo slučajno, to dokazujejo tudi izumi velikih mož, recimo v minulih časih, ne. Pa to tudi zelo radi poudarjajo Nobelovi nagrajenci. Kakšen pa je vaš pogled na znanost danes? Ja, torej, znanost napreduje po korakih. Vedno pri raziskavah, ki jih načrtuješ in ki jih izvajaš, je zelo pomembno to, kar so drugi pred tabo odkrili. Tako da v bistvu so raziskave seveda vedno v nekem smislu majhni koraki na tem, kar se je zgodilo prej. Seveda pa se včasih posreči, da imaš eno blazno dobro idejo in potem narediš velik korak naprej. Ampak to je del tega procesa. Vsak, ki naredi naslednji korak, ali je majhen ali je velik, je pač v bistvu ta korak lahko naredi, zato ker so njegovi predhodniki naredili korake do tam. Vsak se postavi na ramena predhodnih mislecev. No, poglejte še tole, me zanima. Ko sem v minulem letu poslušala soočenje 3 Nobelovih nagrajencev, so ti poudarjali, da je edino kritično mišljenje tisto, ki ga je treba razvijati pri mladih ljudeh v znanosti, ne? In to je tisto zagotovilo, ki bo razvoj sveta peljalo v pravo smer. Kako bi vi to komentirali? Ja, absolutno se strinjam. Torej, kritično, ne, sva že v današnjem pogovoru večkrat se tega dotaknila. Kritično mišljenje je bistveno. Nobena stvar ne sme biti sama po sebi umevna. Jaz bi šel še en korak dalje. Kritično mišljenje ni važno samo za mlade ljudi, ki bojo delali v znanosti. Kritično mišljenje je pomembno za vsakega mladega človeka
ki si ustvarja, ki išče pot v življenje. Kritično razmišljanje mu pomaga, da pač loči zrno od plevela, da ve, komu, mislim, da zna odkriti in zna razumeti svet okoli sebe.